Alojz Vrbenik Vrbnik, ali smo tik pred novo zlato dobo ali apokalipso. Dušan Donko pa danes kratke vadbe za uskladitev telesa in duha. Vadili boste lahko z nami. Ali je Zemlja pred veliko transformacijo? Kaj je pravzaprav tista resnica o vseh teh ciklih, o vseh teh menjavih različnih pol, pa seveda o tem, ali bo sveta res konec, ali smo pred apokalipso. Vse to bo danes tematika pogovora z gospodom Alojzom. Glede na to, kaj je prinesel, glede na to, kakšno znanje ima tukaj narisano, zapisano, kaj vse izdeluje, bi rekla, da se je rodil pred svojim časom, ampak vi pravite, da ste se rodili pravi čas in da vso to znanje, ki ga imate o osončjih, o galaksijah, o vsemu temu, kar je, pa iz žitnih krogov, pa vse te zadeve, da ste to prinesli s sabo, da je to v vaši duši. To je v moji duši, ker mi smo iz realizirane mase energije in iz akumulirane. Akumulirano imamo brezčasen genski spomin, ki ga dobimo iz reprodukcijske verige življenja. In recimo rojstvo Jezusa Kristusa ni pravilno razumljeno. Vi menite, da vsi ti zapisi, stari zapisi, niso to, kar mi mislimo? Niso. V bistvu so največje civilizacijsko znanje, ampak so zapisani šifrirani in so osnova, teološka civilizacijska zapuščina je brezčasna in je osnova vseh vestov sveta. In vire se prilagajajo človekovi zavesti. Ko naša zavest raste, tako tudi mi razumemo vse bolj vire. In vire ne smejo nikoli prenehati, ampak vire morajo dobiti sozvočje. Se pravi, sozvočje dobimo pa skozi teološko zapuščino, da bi lahko vsi v miru živeli drug z drugim. Se pravi, mi smo zdaj, bom po domače se izražila, še prebutast, da bi to razumeli. Točno tako ne moramo še dešifrirati, ker imamo komaj 10% ozaveščenega. 90% našega bivanja je pa v polju nezavednega. To nezavedno je pa v duši skrito in vi, če imate odprte kanale DNK, da vam deluje DNK na frekvencah Zemlje, Osončja in galaksije, ste vi v vesoljnem sozvočju in potem lahko znotraj sebe potujete v brezčasje. Ok. Zdaj pa na tematiko. Ja. Apokalipsa je pred nami, taka, ki nas bo vse pobila. Ma kje pa. Klimatske spremembe bojo malo bolj tople, bolj na Zemlji, ampak v bistvu mi, kar se tiče Zemlje, tudi ne poznamo zakonitosti klimatskih ciklov. Recimo ne poznamo, da je 7000 let ledena doba, da je potem 7000 let pomlad, poletje in jesen. In mi ne razumemo, da elektromagnetne frekvence odrejajo, kakšen smo mi v določenem ciklu. Mi gremo iz neandertalca v homo sapiensa, iz homo sapiensa v homo dei in zopet pademo na homo sapiensa in neandertalca. Mislim, da imam eno fotografijo, ki dejansko govori o tem, ne? Ja. To so vse vaša dela. Ja. To je to? To je to. To je to. Torej, bo pa sprememba, pravite? Sprememba bo samo na tehnološkem nivoju in postajamo civilizacija roja. To pomeni, da bomo se naučili sodelovati, kot sodelujejo čebele v panju. Se razumemo, civilizacija roja. Se pravi, zaradi te nenehne komunikacije med nami bo individualnost naša odpadla in bomo vsi sodelovali, da bomo najdli najboljše rešitve za svoje življenje. To je pa dobra napoved. Ja, točno tako bo. Zlata doba, nekateri pravijo zlata doba, ampak govorijo pa tudi o tem, da bo ogromno ljudi v tem obdobju vendarle umrlo. Ne, umrlo bo na koncu civilizacijskega vala, to se pravi ob nastopu ledene dobe. Ko se Zemlja gravitacijsko prebrne, recimo severni pol pa južni udarta do Kalifornije in se potem poravnata. In tu bo šele čez 14 000 let. Zdaj bo pa 7000 let bo mir in sodelovanje na Zemlji. S tem, da smo pa mi danes še najbolj egoistično, imamo življenje najbolj egoistično. Niti od prvih civilizacij, ki so nastale pred 7000 let, nismo bili še nikoli tukaj egoistični, kot smo danes. To je pa povezano z našim razumom. Mi imamo razum, nam raste, v bistvu nam pa ne raste zavest, ker nimamo tega notranjega sodelovanja med dušo in telesom.
Ok, to je zdaj malo kontradiktorno, ker po eni strani ste rekel, zdaj prihajajo časi, kjer bomo sodelovali, kjer bo to super, ampak hkrati smo pa najbolj egoistični, kot smo bili. Najbolj egoistični zaradi tega, ker še nimamo sposobnosti sodelovanja akumuliranega spomina in realiziranega. Se pravi, da bi razumeli, ko sem prej povedal, da Jezus Kristus ni pravilno razumljen. Marija je v bistvu sinonim za zemljo. In Jezus je rojen na zemlji po svetem duhu. Sveti duh je pa elektromagnetne frekvence in te preobražajo človeka. In zato mi se bomo tudi zavestno spreminjali. Zavestno spreminjali in zdaj smo pa v tistem prelomni točki, ko je naš egoizem najbolj izražen. Kaj je malo bolj izražen. Kdaj se pa bo to zdaj začelo spreminjati? To bo v roku, jaz pravim, preko 50 let. Preko 50 let? Prej. Se pravi, imam šanse, da to doživim? Ja, boš doživela. Odlično. Odkot, a veste, gledam tele vaše rizbe, tele vaše zapiske, to je neverjetno. Odkot vam to znanje? Kdo vas je učil? Nihče. Tu je vsak med nami ima znanje v sebi. Samo če ima gensko predpostavko, da ima odprto pot do svoje duše, se pravi do svojega akumuliranega, individualiziranega civilizacijskega spomina. Potem iz tega spomina vi črpate vse znanje. In mi danes nič novega ne odkrivamo kot civilizacija, mi samo ponovno odkrivamo. Ponovno odkrivamo. Ponovno odkrivamo in vedno gre tu 28.000-letnih ciklih. Kaj se bo pa v tej zlati dobi, ker bomo vsi sodelovali pa tak naprej, kaj se bo pa z unimi zlobnimi ljudmi dogodilo? Preobrazba bo dober in ne moram jih povedati, bom pa povedal. Nebovzetje, ki ga ne razumemo. Nebovzetje. Naši očetje, ker mi živimo na sinovem satelitskem osončju. Galaksija je pa sestavljena iz planetarnih in satelitskih osončij in črne luknje. Tu je pa akumulirana, paralizirana masa energija in so ciklično zliva. Recimo galaksije, ki so največja nebesna telesa, imajo življenjsko dobo 150 milijard let. Naš osončje kot celica galaktičnega telesa ima pa 15 milijard let. No, tu sem šel danes prijaviti še lahko. Ja, vidim. Torej, velikokrat vidimo fotografije, recimo možganska celica, pa vidimo, kako izgleda, pa pogledamo dejansko vesolje, pa vidimo, da je isto. Da se neki vzorci ponavljajo. Bravo. Kaj to pomeni? Kako, poglejte, zakaj? Newton je svojo teorijo razvil, da je še statično vesolje. Einstein je pa že dal 4-dimenzionalni svet, je dal maso, energijo, prostor, čas, ni pa dal življenja. Ker življenje ni nikakršna drugačna oblika od elementarne. Samo, da ima življenje na elementarno samoobnovo, ima reprodukcijska veriga. Tukaj letale trenutek kažemo v bistvu nekega človeka, čeprav sončni človek. Kaj to govori? Spet hermetični zakon, kako razumete to govori, da je zgradba tega osončja podobna našem telesi. Ker osončje tudi hod, mi mislimo, da ne, ampak valovi. Vsakih 61 let pa pol Pluton prečka Neptunovo cirnico in s tem ureja letne čase osončja. Enletni čas osončja, se pravi eno leto, je 248 zemeljskih let. No in pri galaksiji je eno leto 28.000 let, s tem, da tu ni čistočen. Pravilno bi bilo, ker mi imamo planetarno osončje, mi živimo na sinovem satelitskem, da bi mi ugotovili, katero osončje je naše, ker rase zemljske, vse tri rase, imajo izvor v osončju izven zemlje. Mi smo zemljo naselili in jo naseljujemo v 15 milijardnih ciklih, s tem, da ko je osončje 3 milijarde let staro zemlja, pridemo na zemljo, ko je 12 milijard let osončje staro, gremo iz zemlje. Ali bomo mi zemljo uničili do te mere, da ne bo mogla več zadihati in da bomo mogli iskati življenje kje druge. Ker poglejte, a ste vi videli, kaj se dogaja z oceani, kaj se dogaja z gozdovi, zakaj je, rekli ste prej, vse je prav. Mi ne poznamo niti oceanskega spomina, mi ne poznamo niti kurive kritične temperaturne točke zemlje. Mi ne poznamo, ne vemo, zakaj ima zemlja polarni ledeni kapi.
ne vemo, kdaj se Zemlja otopli, kdaj nastopi topla grada. V bistvu, ko je ozračje zunaj Zemlje najhladnejše, je na Zemlji najtoplejše. Razumem, ampak vendarle, kaj se bo v tej zlati dobi, ker ne bi se te zadeve poštimale? Kako se bo poštimal, da ne bo v oceanu, da ne bojo kontinenti smeti in plastike? S telom. Z vesoljno neomejenim virom energijo, ki ponazarja samo enotno vesoljno zakonitost. Se pravi, akumulirane, paralizirane mase energije. In to zlivanje je tudi točno v magnetnem motorju. Magnetni motor. Magnetni motor. Ampak magnetni motor, to se pa bolj sliši kot osnovna fizika, kot vse ostale stvari, Ja, ki ste zdaj normalno. povedali. Vse tu moraš tudi fiziko poznati. Pri meni je odločilo, da moram poznati znanje, ki ga znanost danes razvija in ga moram nadgraditi svojo dušo. Recimo v CERN-u kakšne napake delajo. V CERN-u iščejo Higgsov bozon. To se pravi, če ste že slišali za Higgsovo polje, to naj bi bilo kot da osnovni delec snovi potopite v morje in potem dvoma v maso. V bistvu je pa napaka, ker ima že vsaka snov v sebi, barionska snov, akumulirano in realizirano vrednost. To je pa tisto, kar sem vam prej povedal. Akumulirano, realizirano tudi duša in telo. Posledica njunih zlivanj je pa elektromagnetna sila. In to znanost išče danes Higgsov bozon, to je največja napaka, ker lahko. Ker entropija nastopi na konec cikla. V kvantni fiziki pravijo, da ne morejo določiti, kako se snov zliva. V bistvu se pa ne more, zato ker je to hipno zlivanje. Odlično, omenili ste entropijo. Tale trenutek bomo pogledali, v naši družbi je bil tudi en zanimiv znanstvenik, dr. Detela, ki je tudi omenil neko novo dobo in tehnologijo, ki bo spremenila način življenja. Spomnimo se. Kar se tiče same fizike, entropijski zakon je eden od dveh osnovnih zakonov v fiziki. To pomeni, da se vse spremeni. Prvi je energijski zakon, drugi pa entropijski zakon. Tako da se marsikaj spremeni. Spremeni se recimo pogled na materijo, ne samo na to, kako se materija organizira, samo organizira, ampak sploh na to, kaj materija je, kako materija nastane. Recimo sodobne teorije o elementarnih delcih ne sežejo tako globoko, da bi razumeli, kako materija dejansko nastaja iz nekega primordialnega kaosa. Zaradi tega kar naprej odkrivajo neke nove delce in nikoli niso zadovoljni. Vedno manjši, ne? Zmerno manjši, ja. Dobro, recimo sintropija tukaj malo drugačen pogled, pokaže to, da ne bomo prišli do nekega globlega spoznanja v naravi tako, da bomo vrtali zmerno globlje, ker to je v bistvu ta pristop, ki vse seka narazen. To je znanstveni redukcionizem. Mi moramo začeti gledati povezovalno, kako so stvari med sabo v odnosu. Zanimiva desetletja se nam vsekakor obetajo. Alojz, dajte mi povedati kaj o ciklih. Bojda se vse nekaj ponavlja, pa vse ima svoj rok trajanja, pa nič ni dejansko večnega, stalnega, vse se spreminja. Stalna je edino sprememba. Ja. Zdaj pa, če pogledamo navadno drevo, ki raste na Zemlji. Ima 4 cikle. Tu je v teološki civilizacijski zapuščini opisano kot 4 apokaliptični jezdici. Ampak to iste 4 cikle ima tudi Osončje in jih ima tudi galaksija. In Zemlja, ko se vrti okrog svojega planetarnega Osončja, v bistvu naredi ta krog 80.000 let in 4 letne čase po 7.000 let. Ker pa na naš genom delujejo te elektromagnetne frekvence, ker mi imamo v molekuli kovine, ki so antene, da mi se takoče spreminjamo. Ali se dvigujemo ali padamo. In zdaj smo na frekvencah, ki so najvišje, ker v bistvu jaz trdim, da tu sedaj prihaja galaktično poletje. In ravno tako kot se drvo, po zimi spi, v pomlad brsti, polet cveti, v jesen rodi. In ravno tako je z nami. Popolnoma isti sistem. Se pravi, kaj smo zdaj pred poletjem? Pred poletjem, čist pred vrhom. Yes!
Koliko časa bo trajalo to poletje? 7000 let. 7000 let. 7000 let. Bo pa, in potem pridejo jesensko deževje, ko bo preveč vode na zemlji, potem pride pa ta otoplitev, čeprav bo zunaj iz zemlje bo najhladnejše, Ja. na zemlji bo pa najtoplejše, ker ima zemlja polarne kape, ravno zaradi tega, oziroma oceanski spomin je ravno zato, da CO2, ki ga mi danes ustvarjamo in se tako bojimo za klimatske spremembe, ga morje spusti v ozračje, stopi v ledeni kapi in gravitacijsko zaniha in nastopi 7000-letna ledena doba. Zdaj pa vi meni nekaj povejte. Ko slišimo, kako se led topi, ko slišimo, da živali umirajo, vse to se mora dogajati? Vse to je, ker je vse v življenju je tako, kot mora biti, ker je po enotni vesoljni zakonitosti, sploh ne more biti A tudi drugače. Hitler je mogel pobiti tudi ljudi? Tudi točno vse, kar se zgodi, se je mogli, ker če ni slabega, ni dobrega, mi ne razumemo potem dobro. In mi gremo skozi ponovni cikl učenja, nič drugega. Mi se ponovno učimo živeti, da bi bil na koncu nagrajen z nebovzetjem, ampak to redki, ne vsi. Zato, ker nebovzetje pomeni prostovoljno zavezo služiti vesoljnemu življenju in ne samo zemljskemu. Z nagrado je pa tukaj, dol poznamo sanskrt pa tu, aditi pomeni nevidno mater. Danes imamo pa že tukaj napredno tehnologijo, da mi lahko nedonosničke, recimo živali, damo v biovrečo in potem zraste do konca. Aditi pomeni nevidno mater, inkubator življenja in tu bo mogoče ponoviti življenjski cikl, ker mi ne vemo, kako bomo potovali 40 svetovnih let daleč. Ali nam pri tem, kaj se bo dogajalo v zlati dobi in tako naprej, imamo tudi kakšno pomoč iz vesolja v smislu drugih civilizacij? Imamo pomoč, ker mi smo sinova civilizacija. Naše očetovo sončje, ker je naša velika mati je galaksija. In v galaksiji imamo veliko združene narode, pa civilizacije, kot jih imamo na Zemlji. Se pravi, tu je v vesoljci Orionu. obstajajo? Ja, vesoljci obstajajo. Življenje pri 5 milijard zvezd satelitskih kosončij, da ne bi bilo življenja je nemogoče. Ker življenje samo človek prenaša, nihče drug. Kaj pa, In ko ker pravijo, tu- da eni slabi vesoljci upravljajo z nami pa tako naprej? Tu ne verjamem jaz, ker je tam zaveza svetosti življenja. Vi morate biti zaveza svetosti življenja, se pravi, da ste sejalec služabnih življenja in varuh življenja. Sam, če ste rekli, da je slabo in dobro, kaj pa, če oni upravljajo pač svojo vlogo slabega? Ne, ker je treba pa razumeti, mi imamo kot satelitska civilizacija, smo pod naravno zakonitostjo. V planetarnih civilizacijah, tu se pravi, jih moramo jemati kot organe telesa, da bi razumeli. Če je galaksija telo, so njeni organi, naši organi telesni. In celice mi menjamo ravno tako, kot jih menja galaksija. In naše sončje se zliva na 15 milijard let. Na 15 milijard. Na, Alojz, najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali. jih je toliko, da jih ne moram povedati. Ja, se vem, vse za to. Tako da jaz bi z veseljem z vami še kaj spregovorila, priredila kakšno predavanje, kajti vidim, da ste neizmeren vir informacij in tudi zanimivo se počutim ob vas. Tako da bom vprašala pravzaprav naše gledalce, povejte, izrazite se, to so drugačne tematike. Če je to tisto, kar vas dejansko zanima, sporočite nam in bomo vsekakor o tem še govorili. Sicer pa dobre novice nam prinaša gospod Alojz. Prišel je tisti čas in zagotovo bomo našli še načine, kako biti torej pripravljen na to. Sicer pa vse je prav, ne? Vse prav, vse tako, kot je. Prestopimo, noge postavimo sporedne, zgrabimo okroglo. Na eno stran se lahko vdihne, na drugo izdihne.